Prav lepo pozdravljeni v oddaji Morda niste vedeli. Naša tokratna gosta je Petra Špilek Potočnik. Petra, živijo. Pozdravljeni. Midva sva že kakšno oddajo posnela, sva pa tudi sodelovala pri zasavskih humanitarnih tekih. Ponujala si nam masaže, takrat, ko nas je že fajn bolelo. No, od takrat pa tudi že malce prej se midva tikava. Res je. In tako bo tudi zdaj, ne? Velja. Seveda so pa povezana, jaz ne morem mimo tvojega očeta, s katerim si bila svoj čas sodelavca, pa nas je tako prezgodaj zapustil. Usoda. Ja, malce sva govorila, zelo mlad je bil še takrat, še pred 50 letom. Ne? Še pred 43. Kap, ne? 45, kap. Se ti kaj paziš? Poskusim, kolikor gre. Kolikor gre. No, nazadnje sva snemala v domu starejših na Izlakah, kjer si imela svoj, recimo, masažni salon, Petra, je bil pedikerski, si ne vem, kako se je rekla takrat. Kozmetični salon, Petra. Kozmetični salon, Petra, ampak jaz sem bolj na masaže hodil. Ne? Ja, res je. In tisto je bilo kar nekaj let, ne? Ja, na Izlakah sem imela salon 7 let. Imela sem malo več storitev kot sedaj. Kaj si imela takrat še? Takrat sem imela še zraven manikure, nege obraza. Sedaj sem se pa osredotočila bolj močno na pedikure in masaže. Bolj poglobila v to. Tega se bova še dotaknila, kaj ima zdaj v tem novem salonu. Pa če greva še malce nazaj, zakaj si se ti sploh odločila? Pa kdaj si se odločila, da boš opravljala takšno dejavnost, da boš to, kar si zdaj? Jaz v bistvu sem se za to dejavnost odločila, ko sem naredila srednjo šolo. Ta poklic se mi je zelo zdel zanimiv. Kakšno srednjo? Srednjo kozmetično šolo. Kje pa je bila? Ljubljana. In kako so sedaj je več punca v Ljubljana? Ja. Fajn, ne? Krasen. Si živela v Ljubljani? Ne, vozila sem se. To sem reči rajši, ne? Ja. Da je punca doma, ne? Rajši. No in to je bila 4-letna šola? 4-letna kozmetična šola, ja. Pa si kar takoj potem presedlala ta poklic? Skoraj takoj. Mislim, da nekje po 2-3 letih. Si se potem kar takoj na svoje noge postavila? Ustalila, ja. To je bilo v na Izlakah, ne? Tako. In vem, da je takrat tudi oči, ne? Veliko pripomogel, ja. In rekel, danes imam pa lahko frej, ampak. Žal, 3 dni pred otvoritvijo se poslovil. Se je poslovil, zavedno, ne? Ampak je ostal, ne? Res je. Tako. No in ti si potem bila na Izlakah, si pridobila ogled, ne? Vse do prvega poroda, ne? Tako. Ampak malce prej si nehala, ne? Malce pred porodom sem nehala. Jaz pravim, da so bili to lepi časi, čas porodniške. Ti že malo 3 mesece prej? 3 mesece prej, ja. Potem pa mogoče je bilo v pravem času na pravem mestu, da sem bila na porodniškem dopustu, ker so se začeli težki časi korone. Covid časi, ne? Ja. To je bilo pa takrat za vse te, ki ste delali z ljudmi, smrt na nek način. Ja. In ti si rodila potem fanta. Fanta, ja. In postati mamica, ne? Krasno. To je pa krasno, ne? Ja. Zdaj, glede na to, da ste 2 sestri, imaš še mlajšo sestro, je to zaključek? Mislim, da ja, ampak nikoli ne reci nikoli. Tako, lepo. No, potem si po porodniški, ne, verjetno 1 leto, si pa že začela delati. Zdaj, da sva se pogovarjala, da lahko, da boš celo v hiši, kjer živiš, ali pa kjer si živela v Topolah tudi, ampak se nisi za to odločila, ne? Ne. Naneslo je nekako tako, da sva se potem odločila za ta prostor v Zagorju. Tako da so počasi začela urejati, pripravljati. Najprej iskati prostore, ne? Ja, najprej iskati prostore, ker prej sem 1 leto bila terenska. Kaj to pomeni? Hodila sem na teren izvajati pedikure in masaže. Si imela takrat svoj SP ali si delala preko moževega podjetja? Delala sem Elektropotočnik, ne? Tako, preko moževega podjetja, Elektropotočnik.
ukvarja se z elektroinštalacijami in montaže klim. To je nekako podedoval po očetu, ne? Ja. Iz roda v rod. Iz roda v rod, res. In preko njega si potem delala terensko, ne? Torej, terensko, ja. Te pokličejo. Me pokličejo, se zmenimo za datum. Predvsem so najbolj rabili tisti starejši, ki niso mobilni ali pa nočejo obremenjevati svojih otrok. Je bilo to kaj tak čuden čas, ko je bila ta korona, ko stanovanje ni ravno vstopalo, je bilo težko. Ljudje pa vseeno potrebujejo nego, ne? Bilo je težko, korona je za to storitev terjala kar svoj davek, no. Marsikdo je umrl v tem poklicu. Tako. Ampak jaz sem še vedno imela tisto željo in hotela sem ustrajati. In ti je uspelo, ne? Sedaj smo tukaj. Potem sta nekako našla te prostore. Zdaj, za tiste, ki ne vedo, to je praktično v centru Zagorja, lahko rečemo zadaj za delavskim domom ali za knjižnico, pod tistim velikim blokom, nekako podhod, ne? Ja, res je. Podhod proti zavodu za zaposlovanje. Tega pa verjetno tudi poznajo vsi, ne? Ki so se kdajkoli srečali z izgubo službe. In tu sta si res uredila čudovite prostore, ker več jih je, ne? Sicer izgleda to kot eden prostor, ampak je več kotičkov. Vse je nekako v belem, ne? Tudi stoli. Dobro, ta ne, ampak tisti tam masažnje, kakšen je že pedikerski. Pedikersko. Kako to? Ti je belina tako všeč? Malo se mi je zdelo, da mora vseeno izgledati malo medicinsko, ker se poglabljam tudi v zahtevne medicinske pedikure. Tako da se mi zdi izraža neko čistočo nekako. Je treba kaj dodatnega izobraževanja? Je bilo potrebno zdaj še po tvojem šolanju, da lahko upravljaš tudi to, kar zdaj upravljaš? Naredila sem še dodatnih nekaj tečajev, ampak imela sem že dosti utrjeno od kozmetične 4-letne šole. Je kar takšna fajna šola to? Ja. Ti da veliko, ne? Ja. Sploh pa, če te to zanima, ne? Ja. Zdaj, kaj je tisto, kar največ ponujaš? Zdaj, v imenu imaš pedikersko masažni salon Petra, ne? Bi človek rekel, da največ pozornosti pri tistem prvem imenu? Je res. Pedikerstvo in masaže je 80% ali pa če ne 90% moje storitve tukaj. Zraven pa je še oblikovanje obrvi, urejanje obrvi in pa depilacija. Si tudi samo obrvi vidim, da imaš urejeno, oblikuješ tudi. Zdaj, pedikersko, ne? Pedikerstvo, mi recimo, da smo še mladi, aktivni, gibljivi, si sami še opravimo tisto, kar lahko si še nohte postrižemo na nogah, si kaj pobrusimo pete, če je kaj taka huda koža, ne? Dobro, če to redno skrbiš, niti do tega ne pride, ampak zanemariti ne smeš. Verjetno starejši to bolj potrebujejo, ki so že gibalno malce slabši, ne? Ja in ne. In ne. Čedalje več se poslužuje tudi mladi, saj imajo probleme s kurjimi očesi, vraščenimi nohti, trdo kožo, tako da ni samo za starejše. Petra, zakaj pa pride tudi pri mladih do kurjih očes, kot si dejala, zraščenosti nohta? A je to zaradi neprimerne obutve? Zdaj, včasih vem, da se veliko teh špičakov nosilo, ali pa športna obutev zelo čisto natesna, ne? Zadnja leta se mi zdi, da vsi malce večje številke čevljev kupujejo, da je to nekako, da so bolj udobni. Ampak vendarle se to dogaja. Vendarle. Vseeno je to delovna obutev, mora biti v skladu z zaščito stopal, ampak vseeno trpi stopalo, to so razni čevlji s kapco. Pa če si 8 ur v njih, je pa še več? Ja, se pojavijo to glivice, zadebeljeni nohti, otiščanci, potem... In to se ti lahko poštimaš? Saniram, ja. Čeprav pri glivicah
so težave. Težko, ne? težko. Zdaj beremo tudi razna mazila, Ja. kapljice, ne vem kaj še, ampak moraš imeti potrpljenje pri Ja. tem. Ne? Pri glivicah je treba biti potrpežljiv. Lahko naredim 10%, vse ostalo moraš narediti sam. To je dolgotrajen proces, da si tudi doma dosleden, da razkažuješ, da Kaj pa slediš pri, vsem. recimo, tudi strižeš nohte, ne? Sploh verjetno so tisti zadebeljeni, ne? Kjer so glivice, ne? To je pa Je. včasih tebe In že skoraj da žago, ne? Če se malce pošali. Ja, res je. In tudi takšne nohte doma težko sam posameznik ureja. Ti to, ne vem, baterijsko, na elektriko, stojčki? S kleščami, strojčki, raznimi pilami se uredi. Potem pa je spet posameznik tu, da pride enkrat do dvakrat na mesec in se redno ureja. Imaš pa verjetno kar bolj te stalne, redne stranke, ne? Ja. Ki enkrat s tem začnejo, pa potem vidijo, da Ja. Da je to fino in potrebno. pa tudi lepo, ne? Sploh poleti, ne? Ja. Če imaš lepe pete, ne? Res. Da niso čisto razpokane. Čeprav imajo nekateri tudi to bolezen, vem, da to kar raste ta koža, ne? Ja. In tudi nekaterim razpoka, pa se kaj veliko ne da pomagati, ne? Težko. Včasih, ne? Če sam si pomagaš in malo pedikerstvo, lahko narediš 80%. Kaj pa pri masažah? Kakšni prihajajo k tebi? Ali pa tudi ti k njim? Najprej naj povem, masaže imam tudi glede stopal refleksoterapijo. To so refleksne točke. Pa je vse v stopalih, ne? Da, točke celega telesa. Potem imam klasično ročno masažo za razne protibolečinske stvari, kot je na primer bolečine v križu, rokah, nogah. Potem pa še masažo z vročimi kamni, vulkanskimi. Vulkanskimi? Ja. Jih prav dobiš vulkanske? Ja, to so prav vulkanski kamni. Jih pogreješ? Pogrejem in se prav vidi, to je obdelava mišice s toploto. Tako kot tudi fizično, kot obdelava s toploto. Zakaj je to dobro potem? To je dobro, mišica se sprosti. Aha, toplota. Da. Zato nekaterim, tudi meni, tako prija zelo topla kopel. Ja, res je. Za vse pa spet ni, ne? To je človeka To do je človeka. od človeka odvisno. Enim pa še tako, drugim drugače. Sicer je pa zelo dobro ta masaža v takšnih zimskih, jesenskih časih. Ko nas revma daje, ne? Zaradi te spremembe, veliko vlage. Kdo pa pri masažah bolj obiskuje? Moški, ženske, pa mimo grede pri pedikuri? Je to nekako Bom rekla tako, statistično gledano iz svojih izkušenj, ko se moški prvič udeležijo kakšni storitvi, so bolj pridni kot ženske. Aha. Se bolj navadijo. Drugače imaš pa več žensk, recimo na pedikuri, ali več moških? Ne. 50-50. 50-50. Kaj pa pri Ne bi masaži? mogla opredeliti. Isto. Kaj pa starost? Zdaj verjamem, da tisti, ki so stari 80 let, mogoče v svoji mladosti niti niso bili seznani toliko z masažo, pa je mogoče malce sram svojega telesa, pa pridejo mlajši. Je tako ali ni? Tudi starejši pridejo. Bom povedala stranko, hodim na dom, ker je slabo mobilna. Masiramo tudi na takšen način, da je sede, masiramo križ, je stara 93 let. Aha. Tako da ni tukaj starostnega razpona. Kako pa je s ceno? Se cena kaj razlikuje, če je storitev upravljena tu, ker imaš nekako vse pri roki, ali na domu? Čeprav tudi tam malo je, ampak... Kaj pa je dražje? Dražje nasploh, kakšen evro za to, da se pripeljem na dom. Torej ti stroški. Ampak ni bistveno dražje. Ni bistveno razlike. Marsikdo sploh ne porajta razlike. Kakšen je pa delovnik tvoj? Ali pa urnik, kdaj imaš odprt ta salon? Moj delovnik je izključno po naročilu, ker izvajam tudi masaže. Ob tem času je salon zaklenjen,
sem notri, ampak ne morem sprejemati naročil, ker se posvetim stranki. Ker sicer bi moral še eden biti tu v recepciji, ne? Ja. Na nek način. Ne? Na nek način, Kjer sva midva zdaj, ne? In je moteče za tisto stranko, ki jo imam na mizi. Vsak ima pa rad intimnost. Je res, je res. Tako da je po naročilu, pobiram naročile, nekako si začrtam vsak dan posebej in v tistem, in seveda sem tudi terenska. Marsikdaj naredim tu pedikuro, skočim na kakšno pedikuro na teren in se vrnem v salon ali pa Čas te pa do na cesti sreča pa reče, Petra, zdaj sem se pa spomnil. Je, ja. In potem ga urineš nekam, ne? Sigurno. Ja. No, danes smo se nekako dogovarjali za tole snemanje. Si tudi rekla, ne, če lahko kakšne 10 minut kasneje prideva, ker si imela že en opravek. Ne? Tako, teren. Vse to je fajn, ne? Ja, da si naročila. Da je delo. Zaenkrat ti gre. Ne vem, kako imaš, potem sama računa izdajaš ali imate za to pač računovodski servis? Zato imamo računovodski servis. Tako da kot sem že prej, s tem, ja, kot sem že prej povedala, delam prek moža, pri možu sem zaposlena, ima registrirano to mojo storitev, tako da sem dejansko tako, da pridem domov, oddam kuverto in dvignem roke. Tako, on je v poslu šef, ne, drugače pa ti, ne? Sigurno. Ja, iz lastnih izkušenj to govori, ne. Tako je, ne. Zdaj, midva sva se nekako dogovorila, ne, da se bom jaz malce preizkusil na toj masažni mizi, ne. Imel sem letos oziroma lani, to že, ne, imel kar nekaj takih, se veš, tekaških poškodb, ne, včasih nesmiselnih, ne, greš še kdaj fuzbal igrati in ti rečemo, mišica mi je počla, ne? Ampak vse ti ne poči, ne? Malce se kakšna mišično vlakno natrga in potem to boli, ne? Ja. In te zaustavi, ne? In meni se sicer zdaj to posaniralo, ampak tvoje roke bodo tudi kaj prav prišle. Krišnost pa pri teh letih, rečemo kriš, ne? Čeprav to je ledveni del, ne? Bolj kot ne, ne? Rečemo križ za tisto dol, ne? Tako, mislimo pa na celoto. Celoto, ampak ponovadi mi moški rečemo, me križ boli, pa pokažemo tu zadaj, ne? To je pa emšo že potem, ne? Ja in ne. Ja in ne. Ali pa napačna drža. Od 17. leta, ne? Od prve poškodbe naprej, ne? Se ta emšo vleče, ne? No, o tem govorim. Ja in ne, je mogoče res, ne, napačna drža samo. Ko te mladega ušipne, ne, se mi zdi, da bolj boli, dlje časa boli, ali se potem že navadiš, pa znaš reagirati, ta prav čas tableto vzameš, ne. In si imun. Pa je pa to, ne. Se na vse slabo navadiš. Na vse slabo navadiš, ja, mogoče res. Mogoče z leti res manj boli že potem vse telo. Mogoče. Živci malce stari. Mogoče. Jaz upam, da je to, no. A greva? Rečimo to, ampak greva na masažno mizo? Greva. Si pripravljena? Sem. Jaz pa tudi. To je to. Okay. Evo, Petra, jaz sem zdaj že na tvoji masažni mizi in na tej desni nogi, kar sem prej govoril, ne, sem imel lani kar eno tako poškodbo, moje malce natrgano mišico in je kar trajalo 2-3 mesece, da sem prišel k sebi, ampak mi kar paše tole, kar zdaj delaš. Verjamem. Včasih je boljše, da je kakšen zlom, kot pa zvin ali natrganost. Tako da verjamem, da je bilo hudo. In to zdaj ti gledaš, kar se tiče moči. Ja. Glede na stranko, kaj ti reče, zdaj mene je tole zelo nežno, ne? Tako da si lahko tudi močnejša, ne? Zdaj, ki je prišla že mišica po mojem k sebi, ne? Tako, ja. Vendarle bila je poškodba, ni pametno, da bi se upirala prav na močno, še vseeno je tukaj mehko tkivo in ni pametno in smiselno, da bi bila prav groba. Če se boš pa potem malce preselila na drugo nogo, ne? A jaz mislim na hrbet? Ne, na drugo nogo, ne, bolj namečen si, to je pa takrat, ne, ko smo imeli tisto ob mojem Abrahamu humanitarni tek, ko bi moral biti septembra, pa smo ga
zaradi spet malce natrgane mišice prestavili za pol leta. Ne? In takrat si potem prišla prav, ne? Verjamem. Tista druga noga, ne? Verjamem, se spomnim tvojih krčev. Kakšne si imel? Ampak zanimivo, zdaj pa ni, ne? Vsaj ne toliko. Zanimivo. Leta treninga, verjetno. Verjetno, ja. Zdaj sva že čist športno strokovna. Utrjena. Ja, pa športno strokovna. Seveda. Jaz pravim, se moraš vse sam učiti, ne? Ja, res je. Kje prebrati, no, ampak na lastnih izkušnjah pa napakah se največ naučiš, ne? Res je. Kot sem pa dejal pa že prej, ne, Petra, smo pa vsi na istem, kar se tiče ledvenega dela, ne? Mislim, da skoraj ni Slovenca, no, ali pa zemljana na svetu, ki ga ne bi kdaj uščipnilo v križu, ne? Ja, res je. Veliko strank imam, tudi vzamejo si delno masažo, to je pri meni možno. In največkrat si vzamejo križ, mislim, hrbet. Ledveni del, hrbet. Ja, hrbet. Privoščijo si, mislim, tudi priporočljivo je enkrat na mesec. Potem je tu seveda, kot si prej vprašal, glede moči, mi stranka pove, do kje je sposobna tista, držati, ne? Ja, tista vzdržljivost, in potem se razbijajo vozli. Ampak je res potrebno najprej dati par masaž zaporedoma skozi, potem pa biti priden in hoditi redno vsak mesec. Petra, je pa verjetno zaradi tega sedečega računalniškega dela pred ekrani, ne, na tipkovnicah, verjetno čezdalje več, ne, teh bolečin v vratnem delu, ne, v zgornjem delu hrbtenice. Lopatice, ramena, vrat. Tega imaš verjetno tudi ogromno. Ne? Ogromno. Evo, Petra, ne, to je pa zdaj smo pa na tistem delu, kjer imajo po moje vsi težave, kot sva že rekla, ne, zaradi dvigovanja težkih bremen. Ja. Pa verjetno, ko se to enkrat zgodi, da to ščipne, ne, ali pa smo rekli včasih išija, skernija, se potem to kar rado ponavlja. Ja, res je. Vsaka stranka bi lahko povedala, kje ima težavo na hrbtenici. Tako da ni stranke, ki bi lahko rekla, ne, mene pa nič ne boli, ali pa jaz pa nisem nič zategnjena, tako rečemo, nimam vozličev. Vedno se najde kakšen. Ti čutiš vozliče? Ja. Če je vozlič velik, tudi stranka občuti. Aha. In zdaj, koliko jih pri meni čutiš? Tukaj je kar v redu. Kar v redu. To se pravi, da sem dober namasiran. Ja. Pa stranke povedo, kaj se jim je zgodilo, da jih je recimo zagrabilo, zakaj jih je pri kidanju snega, no se zdaj ga ni, ne? Ampak... Mi se vedno pred masažo pogovorimo, kje je problem, kje naj poudarimo masažo, tako da že na začetku dorečemo, kaj in kako bo potekalo. Je pa tako, ne, Petra, tudi, ne, če zelo, zelo boli, da se komaj premikaš, potem malce z masažo še počakaj, ne? Res je. Potem odsvetujem. Najprej, kot sva prej rekla, pri tvoji poškodbi, da se dobro pozdravi, zaceli, potem pa počasi se lahko priporoča kakšna masaža. Je pa treba tudi po masažah, pa tudi po takih poškodbah, potem, ko se sanirajo, je verjetno zelo koristno delati na telesu, ne? Tisto, kar lahko, ne? Letom primerno tudi, ne? Pa tudi poškodbi primerno, ne? Res je. Ne ostati kavčar, ne? Ne. Že za probleme s hrbtenico je tako. Lahko je že zjutraj samo 5 minut rahle vadbe, seveda prave vadbe, dovolj, da izvinejo bolečine in kakšna masaža in si naredil veliko. Tako da mislim, da ni takšen problem, da vsak posameznik ne bi skrbel za svoj hrbet.
In tole, kar sem jaz zdaj deležen, ne, bo tudi eden med tistimi, ki bo vse tole si ogledal, to delil, mogoče ga je napisal, kaj bo všečkal, ne, ko bo tole objavljeno. Tako da boš podarila enemu masažu. Res je. Hrbta. Podelila bom masažo hrbta, tako da vas vabim k ogledu. Je pa tam potem tudi na tem bončku, ne, številka tvoja, ne? Ja, res je. Vizitka je priložena, tako da ni noben problem. Mogoče me pokličete. nisi ravno prvo uro frej, ne, ampak Res je, nisem morda takoj na razpolago, imam kar veliko strank, tako da se bomo zmenili za termin. ker če te zdaj nekdo pokliče, ne, se pač ne moreš oglasiti. Ne. Pokličeš nazaj. Ne. Kako imaš to? Najprej je stranka tista, ki je na mizi, potem pa pokličem nazaj. V redu. Evo, Petra, Tekom dneva sigurno vrnem klic. Petra, jaz se ti zahvaljujem za vse, kar si povedala, ne, zanimivo je bilo. Zahvaljujem se ti že tudi za tolo masažo. Ja. Jaz se bom še malce deležen. Od Ja. gledalcev se bom pa kar takole ležečki danes poslovil. Srečno. Pridite kdaj v Adijo. pedikersko masažni salon Petra v Zagorju. Pa srečno. Ponedeljek je dan za Reporter. Če ste ljubitelj športa in rekreacije, obiščite trgovino lopari.si v Trbovljah. To je trgovina za vse športne okuse.